Na Hrvaškem so začeli s postopnim uvajanjem digitalnega pobiranja cestnin. Na avtocesti A3 v osrednjem delu države že nameščajo prve portale za odčitavanje registrskih tablic. Voznikom se ne bo več treba ustavljati na cestninskih postajah, registrirati se bodo morali prek aplikacije. Vanjo bodo vnesli svoje podatke, registracijo vozila in podatke o plačilni kartici, s katero bodo plačali cestnino. Sistem digitalnega cestninjenja bo v celoti vzpostavljen novembra prihodnje leto, še naprej pa bo možno cestnino plačevati tudi z elektronsko tablico. Melita Stolnik. Sosednja Hrvaška je danes naredila prve korake v digitalni svet cestninjenja. Portale s kamerami za branje registrskih tablic postavljajo med krajema Popovača in Novska na odseku avtoceste A3, ki vodi od Bregane na meji s Slovenijo prek Zagreba do Lipovca ob meji s Srbijo in bo prva avtocesta, ki bo ostala brez cestninskih hišic. Nadam se tome ubrzo da se realizuje. I prije, naravno, ali bolje ikad nego nikad. A bodo morali domačini in turisti še eno leto prenašati gnečo pred cestninskimi postajami in zastoje zaradi del. Nisu svako ove portali koji se stavljaju na cestu. I tu je ono gdje ćete vi morati zaustavljati promet da bi se te stvari mogle montirati. To je nešto što je vrlo zahtjevno. S 1. novembrom prihodnje leto se bodo morali vsi, ki se bodo želeli peljati po hrvaških avtocestah, registrirati v sistem prek spleta ali mobilne aplikacije, unesti registrsko številko vozila ter podatke o plačilni kartici. Ko bodo prevozili portal s kamero, bo sistem samodejno bremenil njihov račun. Druga možnost bo, kot doslej, nakup elektronske tablice in plačilo z dobroimetjem na njej. Tablice bodo na voljo na prodajnih mestih podjetja Hrvaške avtoceste in koncesionarjev ter na bencinskih črpalkah. Hrvaške avtoceste sicer upravljajo 3 različna podjetja. Hrvaške avtoceste skrbijo za večji del avtocestnega omrežja, Bina Istra upravlja Istarski Y, podjetje AZM pa avtocesto Zagreb-Macelj, ki vodi proti Sloveniji, smer Maribor. In opozorilo vsem, ki se bodo poskušali izogibati plačilu cestnine in goljufati. Nadzornici, to jest ta vozila, 74 vozila, budu što više na granicama, plus bi se još zaustavljali i na autocesti. Tako da će se pokriti kompletno svi izlazi iz Republike Hrvatske. Novost digitalnega sistema plačevanja cestnine na Hrvaškem bo tudi mehanizem za čezmejno izterjavo. Tistim, ki ne bodo plačali cestnine, bo poštar obvestilo oziroma zahtevek za poravnanje dolga skupaj z globo v višini 120 € dostavil na domači naslov.